Na prvi pogled je težko spregledati. Ogromen znak, ki obiskovalce pozdravlja v Trumpovih višinah ali Ramat Trump v hebrejščini. Skupnost je bila poimenovana po Donaldu Trumpu leta 2019, potem ko je priznal izraelsko suverenost nad Golansko planoto. Danes pa ljudje, ki tukaj živijo, pravijo, da so manj osredotočeni na politiko in bolj na gradnjo skupnosti. Daniel Bieber se je sem preselil s svojo družino leta 2021. On in njegova žena nista iskala kraja zaradi njegovega imena. Iskala sta kraj, kjer bi lahko vzgajala družino. Iskali smo kraj, ki ni namenjen samo eni vrsti ljudi, eni populaciji, ampak mešani skupnosti vernih in sekularnih ljudi. Ker sva par iz različnih okolij, se je ta priložnost pojavila in sva jo izkoristila. Danes je Trumpove višine dom 27 družinam, vključno s 85 otroki. Veliko družin se je sem preselilo iz drugih delov Izraela iz istega razloga. Mir, odprti prostori in priložnost, da zgradijo nekaj novega. Eran Ben Shabbat, ki je prvotno iz Belgije, je pred 5 leti zapustil obalno mesto Ashdod. Njegov sin je postal prvi otrok, ki je imel obred obrezovanja v novi skupnosti. In pred kratkim je družina praznovala svojo prvo bar micvo v lokalni sinagogi. Bilo je zelo ganljivo. Bilo je zelo ganljivo. Modži otroci tukaj doživljajo stvari, ki jih v Srednjem Izraelu nikoli ne bi. Svobodo in svobodo gibanja. To se v Ašdodu ne bi zgodilo. Ko sta Hezbolah in Iran izstreljevala rakete proti Izraelu, so prebivalci tukaj preživeli mesece ob sirenah in negotovosti. Nekatere izmed prvotnih stavb tukaj so dobile nov namen. Ena zdaj služi kot skupnostna sinagoga. Druga je postala knjižnica in skupnostni center. Med vojno so prebivalci eno od stavb spremenili v poveljniški center. To je naša krizna soba, naš poveljniški center. Med spopadi smo tukaj vzdrževali stik z operativnim centrom in usklajevali delo naše skupnostne ekipe za nujne primere. Le nekaj korakov stran je največje javno zatrovnišče v skupnosti. Zgrajeno je eno nadstropje pod zemljo in je založeno s hrano, vodo in drugimi nujnimi zalogami. Po skupnosti so tudi manjša zaklonišča. Vsaka novejša začasna hiša pa ima svojo zaščiteno sobo. Spopadi so tudi zelo otežili vsakdanje življenje. Prebivalci niso več mogli potovati v bližnji Kirjat Šmona po nakupih in osnovnih storitvah, zato so bili prisiljeni voziti dlje proti jugu. Tudi zdaj, potem ko je Donald Trump posredoval pri dogovorih o premirju z Libanonom in Iranom, mnogi pravijo, da so še vedno previdni. Ne vem, če se počutim bolj varno. Mislim, da so nas zadnja 3 leta naučila, da smo ves čas zelo sumničavi in da se tukaj na Bližnjem vzhodu ne počutimo varno, ampak mislim, da je naša situacija boljša kot prej. Počutim se bolj varno, ampak vedno vem, da se lahko vse spremeni v eni minuti. Ne, iskreno, Ne počutim se varno. na koncu Smo v nekakšnem dremežu. ne vemo, kaj se bo v resnici zgodilo. Mislim, da premirje ni rešitev. Kljub tej negotovosti nobena družina ne načrtuje odhoda. Gradnja prve stalne soseske v skupnosti se je že začela, z dovolj domovi za približno 100 družin. Dolgoročna vizija je razširiti Trump Heights na približno 400. Ime skupnosti še vedno privablja radovedne obiskovalce. Daniel pravi, da se ameriški turisti pogosto ustavijo pri vhodu, da naredijo fotografijo in vprašajo, ali je Donald Trump še vedno povezan s skupnostjo. Kaj vprašajo? Ali je Trump na kakršenkoli način povezan s tem krajem ali če od njega dobivamo denar? V redu. Ne dobivamo. Pravi, da so bili ti pogovori včasih veliko pogostejši. Razen imena, mislim, da se tam ustavi, ime in znak, in če si slep, ne moreš vedeti, da je Trump v imenu tega kraja. Na začetku je bilo smešno, bilo je nekaj, o čemer smo govorili, se smejali, ampak zdaj smo se pač navadili. Ime Donalda Trumpa je morda postavilo njihovo skupnost na zemljevid, a danes so prebivalci veliko bolj osredotočeni na vzgojo otrok, gradnjo novih domov in upanje, da bo trenutni mir ob severni meji Izraela trajal. Julija Pobegajlova iz 24 News, English, Trumpove višave, Izrael.